Dobrodošli zopet v Čočipa v štali, kako ste proteinčki, proteinke, spet smo nazaj, Čočipa v štala. V glavnem, danes smo zato tukaj, da bomo Nejcu odgovorili na vprašanje. Nejca zanima, kako pridobiti na odrivu. Nejc, najprej, preden boš hotel pridobiti na odrivu, je to, da delaš počepe, ojačaš noge. Ali proste počepe s prosto težo, pa jih vedno več ponoviš. Ali pa greš v fitness, se naložiš z dodatno težo in izvajaš počepe. To smo že pokazali, kako se pravilno izvaja. Se mi zdi, da je to posnel že Miha Zupan ali pa Benjamin Radić. Tudi že jaz sem nekaj pokazal od prejšnjih štal, kako se izvaja pravilno počep, tako da si to lahko gledaš. In ko boš ojačal, v kakšnem mesecu, dveh, ko boš ojačal noge, ko bojo noge močne, pogreš pa navaje za odriv. Zdaj ti pa to pokažem z mano. Evo, Nejc, postavi si tak poligon. Če slučajno imaš steperjev doma, se ti lahko ležejo fotormat, brat, sestra ali pa ene polene postaviš in to je to. Kar boš delal, so skoki čez. Evo, pokažemo zdaj. V glavnem, ko osvojiš to vajo, greš višji pa hitrej. Še ena vaja, ki jo lahko delaš, je skok v višino. Izboljšuješ jo tako, da vsakič, ko vajo pač ponavljaš, probaš više skočiti. Si delaš stopničko ali pa nek najdeš ene skale, ko boš gor skakal. Čisto preprosto. To izgleda takole. Zelo pomemben je, da ne skačeš prehitro, nekaj. Zelo pomemben je, da vsako serijo, ko delaš, zvišaš stopničko in podelaš. Ko si utrujen, prekineš z izvedbo. Mislim, da sem ti pokazal nekaj vaj za izboljšanje odriva, še več jih obstaja. Vsako vaja tudi izboljšaš tako, oziroma nadgradiš tako, da si daš nase težo, kakšen jopič, ali pa v roki primaš kakšno težko žogo ali pa kakšno utež. To je to. Zelo dobri za odriv so tudi šprinti v hrib. In to je to. Veliko tega še obstaja, vam lahko povem, ko imamo premalo časa. Tako da za vsa vprašanja smo vam na voljo na čočipa-štala@afna-proteini.si. Pišite nam, pa se vidimo naslednjič.